Na oder, spoštovani gostje, vabim gospoda Roberta Logarja iz vodilnega tehnološkega podjetja ABB Group, ki se ponaša z odličnimi rešitvami na področju avtomatizacije in energetike, ampak več bo povedal sam. Dobrodošli. Hvala lepa za napoved. Dobrodošli v Portorožu. Dovolite mi, da na par prosojnicah predstavim skupino ABB. Malo zdaj nama pa tale ne funkcionira. Zdaj imamo pa vse. Skupina ABB je globalno podjetje, prisotno v več kot 100 državah po svetu, s več kot 105.000 zaposlenimi, s približno 29-30 milijardami prihodkov. Od tega jih približno tretjino naredimo razdeljeno po kontinentih: Evropa, Amerika, Azija, Middle East in Afrika. Tole bom še malo hitreje. Predhodnika ASEA in pa BBC, švedska ASEA in pa švicarski BBC, Brown Boveri, dejansko premikata meje tehnologije na vseh področjih, na katerih smo aktivni že več kot 130 let. Skupina sestavljajo 4 poslovne enote, business area, poslovna področja: elektrifikacija, pogonska tehnika, procesna avtomatizacija in pa tista, s katere tudi sam prihajam, iz robotike in diskretne avtomatizacije. Če malo podrobneje pogledamo ta del, ki je na industrijskem forumu, dajmo reči, najbolj predstavljen, pa tudi najbolj interesanten, robotika in diskretna avtomatizacija, kjer ta del, discrete automation, prihaja v bistvu iz podjetja B&R, ki ga marsikdo pozna kot dobavitelja vrhunskih PLC-jev, ostalih komponent, panelov, pogonske tehnike za avtomatizacijo, in je postala pred leti del skupine ABB. Zdaj pa v tem momentu mogoče predstavim par najzanimivejših novosti, ki prihajajo letos. Letos je kar precej novosti napovedanih, marsikaj bomo tudi predstavili na sejmu, ki se ravnokar pripravlja v Münchnu na avtomatiki. Prva novost, majhen robot, naš najmanjši član, po novem IRB 1010, dejansko vidimo namizna izvedba praktično, ampak izredno hiter in izredno natančen robot za najbolj stisnjene aplikacije. Kot vidimo tudi v tem primeru, en primer, naprimer, kako smo z prostorom, bom rekel, prehranili, kjer je robot pred časom mogel še biti zunaj celice, zunaj kabine, praktično z najmanjšo izvedbo, lahko zdaj robota dejansko gradimo v samo celico. Naslednja stvar je za nas tudi praktično zelo pomembna. Robot, tako imenovana serija Lima, kjer smo v rangu med 70 pa, dajmo reči, 180 kilogrami pokrivali majhen vrzeli, ki smo jo prej imeli v portfelju. Dejansko od robota z nosilnostjo 60-80 kilogramov pa do 150 je bilo treba narediti ta preskok, dajmo tako reči. Zdaj tukaj zapolnjujemo, bom rekel, z hitrejšimi, natančnejšimi roboti, ki so tudi opremljeni z najnovejšimi krmilniki, z regenerativnim zaviranjem, kot bomo videli, in tako naprej, tudi okoljsko, bom rekel, bolj fokusirani. Tako da tole smo zelo veseli, da dodajamo letos v portfelj. Pred časom je skupina, bom rekel, vključila se tudi na trg mobilne robotike, s tem, da smo, bom rekel, zopet prevzeli podjetje, ki se je s tem ukvarjalo že prej, eno izmed vodilnih, in seveda zdaj to nadgrajujemo v okviru skupine in praktično nudimo portfelj od najmanjših do največjih, do tagerjev, do vlačilcev, če tako rečem, do viličarjev. Seveda, zdaj stvar se je ravnokar zintegrirala. Ključni kupci, ki so globalni, so prvi na vrsti za ta portfelj. V Sloveniji smo zdaj počasi začeli prihajati do, bom rekel, in tudi kapacitete njihove. ABB je velika skupina, ogromna skupina in podjetje seveda, medtem ko trg mobilne robotike je dosti razdrobljen. Veliko enih dobaviteljev, veliko enih proizvajalcev, tako da če enega takega manjšega vključiš veliko skupino, seveda je to na začetku majhen overwhelming in je bilo treba stvari majhen prioritizirati, ampak zdaj se stvari že na voljo, dajmo reči, širšem krogu kupcev. Kolaborativna robotika, koboti,
seveda danes izredno aktualna. Tamle je en robot mehen pokrit z odejo, mehen skrit, zraven gofe, CRB 15000, kolaborativnega robota, ki je bil izredno dobro sprejet na trgu, izredno natančen, hiter robot z vrhunskimi varnostnimi funkcijami in je s to ponovljivostjo in natančnostjo praktično na nivoju naših standardnih klasičnih industrijskih robotov, ker včasih pri konkurenčnih proizvajalcih samo kolaborativnih robotov to ni bil slučaj, tako da kupci so zelo dobro to sprejeli in nekateri že kar nestrpno čakajo, da dodamo naslednje člane z več nosilnosti in več dosega, kar se bo dejansko zgodilo tudi letos na avtomatiki, tako da bo tudi tukaj družina dopolnjena. V povezavi s tem robotom vas vabim tudi na ogled naše demo aplikacije na razstavnem prostoru, kjer je, bom rekel, kolaborativno varjenje. Na začetku, ko so kolaborativni roboti prišli, jaz to nisem videl kot tisto prvo, ali pa nismo videli kot prvo aplikacijo, kjer bi človek računal na kolaborativnost, ne? Ker sam proces ni tak, treba biti zaščiten in tako naprej. Ampak gre za ta ease of use, ne? Za enostavnost uporabe, kjer se pri sodelujočih robotih dela precej na tem, da so roboti enostavnejši za programiranje, ker robota lahko konec koncev primete, ga vodite. Programske točke vnašate s pritiskom na tipke na samem vrhu robota. Zdaj s tem dodatnim umestnikom, ki ga vidite tamle gor, kjer piše MVL, pa dejansko zbirate tudi ukaze, varilen ukaz, gib in tako naprej, tako da lahko varilen cikel, kar lahko tudi pridete probati na naš razstavni prostor, sprogramirate brez tistega standardnega klasičnega programiranja, ampak samo za vodenjem robota z roko. Računamo na to, da nek varilski inženir, tehnolog bo vedel, kako postaviti gorilnik, bo znal prijeti robota. Če mu razložimo še par tipk, ki jih mora pritisniti, bi imel v parih minutah lahko en enostaven program narejen za varjenje. In tukaj je to zdaj izredno vroča roba, lahko rečem, po svetu. V Ameriki sploh je to že en cajt prisotno, pri nas pa tudi in je, ja, varilcev primanjkuje, ne, to se zavedamo. Bo počas gospod našel najbrž. Tako da zaključim z par slajdi o našem namenu, o tem, kako skrbimo za okolje, kako smo, bom rekel, kako sploh delujemo. Se pravi, vse, kar počnemo, delamo stebrasta transparentnost, integriteta, poskušamo, omogočamo low carbon, se pravi nizkoogljično družbo, podpiramo socialni napredek in pa poskušamo čim bolj ohranjati vire. Zdaj par primerov, konkretnih primerov, zdaj tukaj sam pokažem, ne bom šel skozi detajle, ne se ustrašiti. Imamo načrt, kako pomagati kupcem zmanjševati, kako sami delamo in kako v bistvu z dobavitelji usklajujemo, bom rekel, aktivnosti za zmanjšanje vplivov vtisov in tako naprej. En od primerov, Pixel Paint, mogoče kakšen to že pozna, se pravi tehnologija tiskanja v bistvu v lakirnicah na avtomobile. In tukaj praktično z izredno drobnimi kapljicami praktično printamo na avto in lahko na avtomobile v bistvu narišemo kakršenkoli motiv. To zdaj praktično omogoča po eni strani personalizacijo, to, kar je zmeraj bolj važno, se pravi nek lasten, bomo rekli, lastno varianto vozila ali kakorkoli personalizirano, obenem pa omogoča izredno velik prehranek na barvi. Če si predstavljate, če to pihamo, tako kot smo včasih, je veliko enega overspraya, ki ga je treba poloviti in vračati, medtem, ker tukaj praktično overspray izničimo, ker vsa barva, ki gre iz aplikatorja, konča na avtu. Tako da so tukaj izredno veliki prehranki na občutljivi tehnologiji, ki ni zelo čista, ne. Kot primer, nova generacija krmilnikov Omnicore je 20% energije se prihrani v primerjavi z našo prejšnjo generacijo, ne. Se pravi, porabljamo regenerativno zaviranje transformatorjev, nimamo več v omari in tako naprej. In pa ne nazadnje tudi obnova robotov. Tukaj je treba pomisliti, ali lahko pridemo z obnovljenim robotom v našem certificiranem centru z garancijo in tako naprej, pride od tam kot nov, medtem, ko seveda to pomeni bistveno nižji vtis na ogljični vtis oziroma pritisk na okolje. 75% manj je tega, če robota obnovimo, kakor če novega proizvedemo. In tukaj je kot en primer, kakšni prihajajo v naše obnovitvene centre, potem seveda jih pobarvamo tudi po želji kupcev. Zaključim pa s prosojnico, kje nas najdete. V Ljubljani smo leto pa pol približno že na tej lokaciji, novi lokaciji na Brnčičevi ulici, kjer praktično pokrivamo večino področij, ki sem jih predstavil za skupino, razen procesne avtomatizacije, ostalo imamo pa
vse pokrito in dobrodošli, če se peljete pod Brnčičevi, boste videli robota ob cesti, tam smo mi, tako da dobrodošli, da se oglasite in se pozdravimo. To vse z moje strani, hvala lepa.